Lep deževen dan, še z moje strani. Naj še sama sebe umestim. Jaz sem tukaj sicer kot, rekla bi v dveh vlogah, kot urednica založbe Siddharta in seveda kot prijateljica in stara borka še z tistih časov, ko smo vsi skupaj intenzivno plezali in ko nam je alpinizem pomenil tako rekoč vse. To so bila ta čudovita 80. pa 90. leta. Tako da zdaj bi jaz kar prešla na prvo vprašanje, ki sem ga zastavila Igorju tudi na drugih predstavitvah. Potem smo pa bomo danes zapeljali vseeno malo bolj v druge vode, ne toliko alpinistične, glede na to, da gre za knjižni festival, za mesto knjige, ne pa toliko samo srečanje. Torej, za začetek to, zakaj po 25 letih ponatis snega na zlati veji. Igor nas je namreč poiskal z idejo, da bi to izdal še enkrat. In mi smo seveda z veseljem sprejeli, ne? Vas bo pa verjetno zanimalo, zakaj, ne? Ja, dober dan, lepo pozdravljeni z moje strani, sem vesel tukaj, da se lahko oglašam, da sem lahko nastopam na tej sejmu knjig v Novi Gorici. Hvala prireditelju, hvala Društvu humanistov Goriške, ki jih zelo cenim, da so mi omogočili, da predstavimo tudi to mojo knjigo. Pri založbi Siddharta je šel ponatis mojega prvega romana, Sneg na zlati veji. Zlata veja je prispodoba iz mitologije, odpira prehod v podzemlje, v onkrajni, mitični, bajeslovni svet, svet večnih duhov. Zraste v gozdu, dobil je Enej, ko se je vračal iz Troje v Južno Italijo. Raste na skritem drevesu, tudi jaz sem jo enkrat imel srečo in jo vlomil. In sem jo odprl ta pravlično mitski svet, na katero vejico je pa zdaj zapadel sneg, seveda. Ko sem aktivno prenehal plezati po gorah, sem potem skušal ta doživetja, te prigode, to, kar mlad človek doživi, ponoviti s pripovedjo. Ta narativna pripoved ali pa narativna ponovitev je pomemben konstitutivni del človeške osebe, regionalne kulture, narodne kulture, civilizacije. S tem pravzaprav vzpostavljamo, ko preko te narativne pripovedi vzpostavljamo svojo identiteto, kulturo, svojo osebnost. To doživimo lahko tudi na osebni ravni. Zato sem napisal ta roman, ki je potem pošel, zelo kmalu, je šel leta 1993 v Trstu pri založbi Tržaškega tiska. Mnogi, ki hodijo radi v gore in plezajo, so me spraševali, se ta knjiga ne dobiš, in rekel, ne več, in potem smo se odločili za založniki, Janezom in ter Ines Skok, Božič, da bi pri založbi Siddharta je šel nekoliko dopolnjen ta roman, opremljen tudi obogaten, tudi z fotografijami tistega obdobja. Zdaj pa samo bom začela kar z eno dilemo. Glede na to, da je rdeča nit festivala stoletnica Soške fronte, pa to sobivanje na meji, dogajanje na meji in tako naprej, sem sama sebi zastavljala vprašanje, na kak način bi nekako tudi to Igorjevo knjigo Sneg na zlati veji umestili v tokratno rdečo nit festivala. In tukaj mi je skorajda istočasno prišla na pomoč Katarina Kogej, ki je tesno vpeta v festivalsko dogajanje, ko mi je sama zastavila vprašanje. In ker se seveda noče izpostavljati in se rajši skriva med publiko, bom zastavila jaz. Gre pa namreč za to, vi ste organizirali soboto, mislim, da sprehod, ne?
po Gorici, pa Novi Gorici, pa v smislu prehajanja in identitet in tako naprej. Ne? In prav iskanje identitete, poistovetenje za eno ali drugo stranjo, mislim, da je pomembno zaznamovalo Igorjevo osebnost. Kajti, ko se je on leta 1976, ko so bili kot tržaški Slovenc odločil, da gre v srednjo šolo čez v jugo, v Postojno, je završalo tako med njegovimi tržaškimi prijatelji, kot med Slovenci. Tako da je veljal za nekakšnega egzota, čudaka, tako pri svojih v Trstu, kot v Postojni, kje je imel pamet, da je prišel v jugo. In tu se mi zdi, bi jaz predajam besedo Igorju, da malo razloži to vzdušje. Ja, torej, na kratko povedano, v romanu opisujem, to je avtobiografski roman, pisan, potem prvo poglavje se začne v otroških letih, potem pa v prvi osebi opisujem svoje mlada leta, neke vrste o romanu odraščanje, to pomembno temo imajo seveda gore, hribi, jasno pa tudi vsi dogodki, ki se zgodijo mladi osebi od otroštva naprej do potem zrelejših let. In je seveda tudi vse to vključeno. Sem najprej obiskoval slovenske šole v Trstu, potem sem se odločil, da grem na gozdarsko srednjo šolo v Postojno, sem bil tam tudi v internatu, kot smo rekli, v dijaškem domu, potem sem nadaljeval na študiju v Ljubljani, kjer danes tudi delam in živim. Zdaj si omenila stoletnico prve svetovne vojne, seveda, jasno se vrstijo tudi simbosi, ponovno razmisliti veliko vojno. Jaz sem se vedno čutil pripadnika Slovenca in pripadnika, čeprav smo bili italijanski državljani, temu prostoru, fizičnemu prostoru in njegovi tudi kulturi, ki je bila že takrat široka in odprta. Imeli smo propustnice, kot veste, in tu v Novi Gorici mi je prijetno, ker prav 30-40 let od tega sem se tu gibal, babica, mama od mame je bila doma iz Baške grape, tako da sem pogosto prav po tej bohinjski progi odhajal iz Trsta s motorčkom do Sežane, potem pa tam na vlak in po tako imenovani bohinjski progi, Nova Gorica, menjati in naprej do Baške grape in tudi na Gorenjsko, kjer sem imel dobrega sošolca. Brezid čez Ljubljano, zelo simpatična linija tukaj gor, po tej tako imenovani Transalpini, kot reče Italijani, ali bohinjski progi. In mi je zelo domače tukaj, pa tja do Erjavčeve ulice. Seveda, to so bila druga polovica 70-ih let, jasno, da so se nekateri čudili, bodi si v Trstu, kako da greš gor v Jugoslavijo, takrat je bila pač stari režim, Tito, Kardelj so bili še živi in tudi tukaj so imeli sošolci za Italijana, kaj si prvi Italijančak, take smo mi vrli v morje. Ampak tako, potem jezik in poznavanje, torej domača govorica, jezik in vse, kar jezik nosi s seboj, pa potem seveda neka kultura in neko osnovno poznavanje tudi lastne zgodovine. Mi je, če smem tako reči, že v tistih srednješolskih mladih letih v narekovajih pomagalo, da sem se takoj počutil domače in sem rekel, povej mi ti 3-4 najvišje vrhove v Sloveniji. Pa niso vedeli, Triglav, in sem rekel, in potem je bilo konec, jaz sem jih pa vedel. Gozdarska šola je bila edina v Sloveniji, tako da smo se zbrali v tem internatu ali dijaškem domu iz vse Slovenije. Od Pohorja do Kočevskega Roga, do Štajerske, Gorenjske, iz Izole je bil tudi Notranjske, Vipavske doline. Ta dijaški dom oziroma internat, ki so ga leta 80, ko smo mi bili v zadnjem 4. letniku podrli, je pa tudi pomembna stavba bil, veste, to je bila še Vindiš Grecov
dvorec, hotel in v njem je bil tudi štab Avstro-Ogrske vojske med Prvo svetovno vojno. Tam je bil Svetozar Borojevič, von Bojna je imel svoje mesto. Tako da v tem smislu se rad oziram nazaj in tudi z nekim veseljem vidim, da je Nova Gorica in Gorica, ki na nek način dihata kot dve in hkrati eno ali pa dve povezani mesti na istem prostoru, da so vse nekatere meje in nekateri predsodki in nekatere konkretne družbeno-politične ovire spremenile in odprle. Zdaj pa je seveda na delu tudi naše človeške pameti, da znamo pametno živeti. Zdaj jaz mislim, da bi vseeno prešli kar konkretno na nekaj vprašanj, ki se mogoče dotikajo tega, mogoče za začetek novega ponotisa, za katerega so v Trstu na Igorjevi domači destinaciji, nekako ne bom rekla učitajoče, ampak ena taka pripomba, da ta knjiga zgleda bolj alpinistična, kot je bila prva, originalna izdaja. Mogoče že zaradi tega, ker je na naslovnici Igor v akciji, pa na zadnji strani, pa ko smo pač knjigi dodali fotografski, dokumentarni material, ki zadevo nekako bolj nazorno prikaže ali pa mogoče pomaga besedam. Kar se mi je pa utrnila, pa še ena misel, ki mu jo pa zdaj zastavljam, je ta, ali bi ta knjiga nastala, njegov prvi avtobiografski roman, a bi nastal, če ne bi zašel v alpinistične vode in postal alpinist. Ja, takšen gotovo, da ne bi postal. Mislim, tak roman, take knjige ne bi napisal, če ne bi hodil v gore. Zdaj, moj odnos do gora in narave nasplošno je še vedno je bil in še vedno, predvsem pa je bil v mlajših letih še toliko bolj, je romantičen, pozno romantičen. Ni v ospredju šport, ni v ospredju rezultat, ni v ospredju tista utilitarnost, bi rekli danes, ampak je pravzaprav nek duhovni nagib, estetsko duhovni, ki ga povezuje doživetje. Se pravi, to, kar je pa je danes tudi lahko še vedno za vse mlade ljudi vedno aktualno in iskanje nekega stila življenja, ki bo svobodno, ki bo pravzaprav dalo smisel svoji eksistenci. Jaz sem to prepoznal potem v tej dejavnosti, se spontano loteval poti v gore in tudi potem zahtevnih vzponov, ki se pa potem vzvratno, kakor vsa močna doživetja, človeka dotaknejo, človeka spremenijo, alpinizem in težke izkušnje, ker se srečuje z nevarnostjo, tudi s smrtjo, se srečuješ tudi z močjo in hkrati ponižnostjo človeka, na nek način, če gre vse pravo, oplemenitijo, naredijo boljšega človeka, to je naloga umetnosti. Hkrati, da pa nosi tudi to, se mi zdi, sem šele pozneje vedno bolj, o tem ne pišem, tu opisujem doživetje, ampak sem pozneje razumel, da nosi alpinizem ali pa gorniška dejavnost nek metafizični nagib, nek dvig, nek poskus dviga nad vsakdanjostjo, nad banalnostjo, nad tisto, kar danes dostikrat preplavlja ta vseenost in potrošniška banalnost. To alpinizem, čeprav v skromnejših oblikah, brez materialnih, ali pa s skromnejšimi materialnimi sredstvi, človeka bogati. S čim? Z nekim duhovnim zadovoljstvom, z nekim zadoščenjem, ki ga je drugače težko doseči. V tem je podoben ljubezni, v tem je podoben duhovnim dobrinam in v tem je podoben tudi neki, bi rekli, danes taki kozmični zavesti. Torej, zdaj
se mi je spet kar sama po sebi pojavila mogoče ena primerjava v prvi knjigi, kjer je bila še spremna beseda literarnega zgodovinarja Toma Virka. Lahko preberemo, da je Tomo Virk roman okarakteriziral kot nek klasičen razvojni roman od otroških let do vstopa v neko tako zrelo dobo. In tukaj ta razvoj našega junaka oziroma avtorja se zaključi nekako z zaključkom, z to aktivnim ukvarjanjem z alpinizmom, z vrhunskim alpinizmom. In katerega zamenja mogoče bolj intelektualna plat in profesura, študij in tako naprej. In to nekako naj bi bilo razumljeno, oziroma jaz sem tako razumela, da je potem Igor alpinizem, to intenzivno doživljanje samega sebe, sveta okoli sebe, pač celotnega družbenega dogajanja, je nekako zamenjal z drugim pogledom, mogoče z bolj intelektualnim, če posplošim. In če jemljemo to kot nadomestilo za alpinizem, za to iskrico v sebi, te jaz zdaj sprašujem po 30 letih, a lahko rečeš, da ti je tvoje kasnejše udejstvovanje, intelektualna avantura nadomestila to alpinistično avanturo? Ja, dobro vprašanje. Torej, danes, to so upisana seveda moja mlajša leta, tja nekje do 22 let. Pozneje sem doštudiral, danes delam kot profesor na Filozofski fakulteti, se ukvarjam s sociologijo kulture, zgodovino umetnosti, s teorijo simbolov. Ja, na nek način seveda mi je intelektualno zanimanje, intelektualni eros, intelektualna radovednost in ustvarjanje mi je nadomestilo to zgodnejše alpinistično udejstvovanje in veselje, ampak seveda ne pa v celoti. Imajo gore nekaj posebnega, česar se ne da v celoti s kakšno drugo dejavnostjo v celoti nadomestiti. Zdaj, tako, če veste, alpinizem je tako, vsaj kot ga jaz dojemam, zdaj tu je pisan na tak mladeniški način. Danes gledam, če smem reči, seveda alpinizem in gorniška dejavnost je podobna umetniškemu delu. Je podobna umetnosti, kar ustvarja nekaj skozi rešuje probleme, kot se reče v navednicah. To je tudi lepota plezanja. Tudi matematik rešuje neke probleme, ampak seveda tudi umetnik rešuje in kako prikazati neko človeško doživetje. Tako ustvarja tudi plezalec. Alpinizem je podoben alkimiji, alkimistični, mistični, spreminja iz svinca, skuša narediti zlato in včasih rata. Alpinizem je seveda podoben religiozni dejavnosti, zelo, če gledamo strukturno. Jaz pravim svojim kolegom, alpinistom, to, kar delate, ste kot religiozni ljudje. Vse reče, ti si nor, jaz nimam nič cerkvijo, ja, ampak to, kar ti počneš, obred, preselitev v drugačno stanje, zavesti, neka celo stik z presežnim, neka doživljanje svetega, ki ni vsakdanje, je zelo podobno na ravni strukture. Alpinizem je podoben šamanizmu, šamanski izkušnji. Šaman je tisti, ki začuti, stopi v stik z duhovi umrlih narave in pride nazaj, zna priti nazaj. Dober alpinist je tisti, ki zna potem priti tudi nazaj. Včasih ne rata. Vsem temu je alpinizem na nek način podoben, in o tem se da pisati, bi jaz tudi še kaj napisal.
Samo nosi pa, kot si vprašala, neko specifiko zaradi narave tudi, zaradi oblik prijateljstva, ki se zgodi na teh vzponih, kar ni samo individualistično, ne, ampak je tudi to, pravzaprav si soplezalcem, soplezalkami, soplezalko v navezi in neko skupno bratsko doživljanje tudi nevarnosti, smrti, vzpona, kar je težko nadomestiti drugače. Da dodam, mogoče ravno zaradi tega sem zastavila to vprašanje iz preprostega razloga, ker sem se nekoč pogovarjala, sicer zdaj že spokojnim, odličnim alpinistom povojne generacije Igorjem Levskom, pa je beseda nanesla na nekega bivšega alpinista. Ta je bil tudi bivši alpinist. Pa me popravi, kako, saj je še živ. Pa se nekaj, saj vem, da je še živ. Pravi, bivši alpinist ne obstaja. Si alpinist ali te pa ni, ker te ni več. In tukaj gre za to, da nekako, da alpinizem, vsej, ki smo ga uspeli, ki smo imeli srečo, mi starejši, dobra stvar, malo starejših generacij, da smo doživeli, da smo napolno uživali ta 80. 90. leta, kjer je dejansko alpinizem, to ni bilo samo čisto fizično ukvarjanje s plezanjem, z gorami, vse to matranje, ves ta napor, ampak je dejansko nam je predstavljal sicer zelo oguljeno način življenja. To je kar bilo, taki smo bili, družili smo se vsi od, ne vem, izobrazba ni bila važna, leta niso bila važna, izvor, odkot si prihajal, z Primorske, Štajerske, Gorenjske, Ljubljane. V Ljubljani je bilo pač zanimivo v toliko, kjer smo se zbirali študentarija iz vse Slovenije, je bilo mogoče celo bolj pestro, ampak skratka, mi smo to živeli. Še ko smo študirali, smo bili alpinisti, ko smo delali pa gledali, kdaj bo petek, smo bili alpinisti. Govora je bilo vsem mogočem, čeprav smo se zbrali na Ferajnovskem sestanku, na alpinističnem, ampak potem je bilo govora o vsemu, o umetnosti, o literaturi, dnevno-politične teme, in to se je ponavadi šimfalo, itak, ne, ampak ne pregloboko, ne, da ne bi pač, glavne teme so pa ostajale te. Torej, jaz nekako zaradi tega sem si drznila postaviti to vprašanje po 30 letih razmisleka. Ne? Ja, se sliši malo nostalgično, ampak seveda je bilo to, kar se drži, kar se pridružujem, kar je Ines rekla. Bilo je tisto na nek način, če gledamo nazaj, tisto na nek način vendarle posrečeno desetletje, to so bila ta 80. leta, ko se dejansko nakazujejo potem tudi velike spremembe, ampak ko še pozna leta Jugoslavije, meje še, ne, ki potem in tiste relativne odprtosti in tudi še nekega, če smemo tako reči, nekega poskusa, ali vsaj poskusa, ampak tudi mislim, da dejansko je šlo za neko pristno še doživljanje sveta, kakor nam je bil pač nam dostopen. Nismo hodili za vikend v Dubaj, ne, ampak pač smo šli, če je bila priložnost, enkrat poleti mogoče kam v tujino, kakšne gore po svetu, ob neki skupni dejavnosti, to je bilo plezanje, alpinizem, neka skupna ljubezen, ki nas je povezovala. In neko navdušenje, to, kar danes tudi pogrešam pri mladih, ne, pri študentih tudi, neko navdušenje nad nekaterimi idejami, ali pa, kot bi rekli, še v jugoslovanskem
žargonu, ne, če ga lahko še uporabljam, da se še pustiš ufurati, da se še pustiš navdušiti se nad nečim. Danes je to že težje, zato ker je vse tako zlahka dostopno. Ne. Kakšno brado ima Bog, vtipkam na Googlu, pa mi bodo povedali. Za nas takrat, seveda, danes imamo 50 let, ampak takrat smo jih imeli 20, so še obstajale skrivnosti. Ne? Tudi skritih gora, tudi sten, tudi v Julijskih Alpah, v Posočju gor, v dolini Trente, Koritnice, tudi na gorenski strani stene, v katerih še ni bil človek, odkar svet stoji. Smo išli spletati kakšno novo smer, naprimer. No, zdaj, prej naju je nekdo vprašal, jaz bi mogoče samo to, potem bi pa kar vam prepustila besedo, če ima kdo kakšno vprašanje, da ne bomo predolgi, razen če bi Igor rad še sam kaj povedal. Mogoče samo toliko, v čem je ta knjiga, ta ponatis drugačen, pa kaj je mogoče novega ali spremenjenega od izvirnika pred 25 leti. Ja, torej, roman, pripoved je ista, enaka, je pa nekoliko dopolnjena, tam tu nastopajo nekatere nove, informativno je malo, zlasti zadnji, drugi del knjige malo dopolnjen, nastopajo tudi osebnosti s pravimi imeni, ker so v prvi verziji nekatera imena bila izmišljena, tako da so realne osebnosti imela kakšno izmišljeno ime, tu so vsi vrstniki in vrstnice z realnimi imeni. Knjigo sem tudi opremil z neko refleksijo, kot se reče, z spremno besedo po 30 letih. In literarno lahko rečem, da sem skušal, ker takrat sem ravno končeval tudi študij primerjalne književnosti, sociologije kulture, so poglavja pisana tudi tako v različnem slogu, ne, kakor ki naj tudi že na ravni sloga ali oblike sporoča tudi neko vsebino in sporoča seveda tudi ta pač razvojni lok osebnosti, ki se vleče skozi pripoved. Jaz mislim, da sva midva izčrpala, pa da bi mogoče, če je pa še kaj ostalo, ne da še kakšno vprašanje iz publike, ja. Moje vprašanje je, če bi knjigo pisali danes, v čem vse bi bila drugačna in predvsem v kakšnem slogu bi bila napisana? Ja, dobro vprašanje. Če bi danes začel na novo, bi seveda težko napisal tako knjigo, zato smo se odločili tudi za ponatis, ker ne bi bila več tako spontana, če vam rečem čisto odkrito. Ne. Bi bila že bolj, priznam, bi bila bolj intelektualno nadzorovana, bolj kontrolirana. Medtem ko je tu še steče tako spontano, sem si še upal, ne, tako kakšna čustva direktno napisati. Ne. In seveda bi danes dodal, ampak s tem lahko tudi obremenil pripoved z več podatki. Ne. Ja, tako. Več bi bilo nekega intelektualne kontrole, več podatkov, ne, pa mogoče tudi malo že te distance. Tu je pa pisano tako precej živo, ne, ravno še precej blizu dogodkom, ki so se ravno kratko končali. Tako da je ta spontanost, se mi zdi, da je nekaj, kar je danes ne bi znal več priklicati, zato se mi zdi prav in smo se odločili za ponatis. V redu, najlepša hvala, da ste se odzvali v velikem številu, pa še naprej lep večer. Hvala, lep večer.